Jo! Dosta preprosta situacija za mano. Malej, slab vreme, pa krvavc tudi, no. Jaz sem pa neki gruntu, ne. A veš, te unboxinge ponovadi delam doma, pa znotri, pa sem se mislil, zakaj pa ne pa enkrat vse skupaj naredi zunaj. Pa to povezal še z eno luštno lokacijo, zato ker, mislim, z razlogom grem tja, se boš videl. Ker vidiš je najnovejša, prav držim, ne narobe. Huawei Watch GT3. Jaz moram priznati, da sem pozabil, da moram posneti unboxing, ker pomeni, da sem jaz to škatlo včeraj že dal iz polovinila in sem uro tudi pogledal, ne samo to, še na polno pa aktiviral sem jo. In to je to. Ti veš, da dež pada. Ura je nova in to ni tista ura, ki sem jo predstavil v prvi polovici tega leta. Ker ta se imenuje Huawei Watch GT3, podoben, ker recimo od Porschea superšportnik. In grede, poglej to. Ne mi reči, da nas gleda dober. Aha, kabel fajn. Ta ura, ki sem jo letos predstavil, je bila pa Huawei Watch 3. Malo drugačna, veš. Jaz o tehničnih karakteristikah ne bom zgubljal besed, zato ker se mi zdi to povsem nesmiselno. Internet imaš bliz. Je pa na prvi feeling tale ura, to pa moram priznati, čeprav nimam zdaj neposredne primerjave, lažja od serije 3, od Huawei Watch 3. In to je ena izmed glavnih novosti te jeseni, jeseni, se je že praktično zima. Ta drugo, no to ti pokažem pa gor. Dame, tista bo pa bolj vam všeč, se mi zdi. Janač, jaz sem na krvavcu, ura dela, več ti ne moram povedati, zato ker se moram z nožem malo spoznati, no. Gremo pogledati še tisto za dame. Pravi, da so not, pojmo iskat. Evo jo, pojmo pogledati. Ne črna, ampak bela škatla. O, mater je elegantna. Haj! Mehko je padla, dober desnik. Pakunka je načeloma taka, kot pri moji, ne? Še enkrat vam vzel za video, veš, tako da ni bilo nič. Tole vam potisneš, to pa lahko pade. Drugače se pa ta zahakla na magnet. Vidiš? Ime, kljub temu, da je damska izvedba, seveda ostaja enako. Pa punce, držati tale pasek v roki, feeling je toliko dober, toliko fin. Znam drugače povedati, ker se z uram ne ukvarjamo, veš. Evo, zdaj ti pa lahko pokažem, kako izgleda neposredna primerjava, torej ura za dame je bistveno manjša v premeru. Zdaj pa že počas cajt, da ti povem tudi ceno. Poglej, ta ura bo koštala 349 €, če so moji podatki pravilni. Medtem ko Watch 3 stane dosti več, se mi zdi, da so 450, a ne? Drugače pa še ena stvar glede paščka, ne? Kovinski je. Jaz vem, da to mrskomu ne paše, tako da valjda lahko dokupiš zamenjavo, ne? Ti si pa pol gumijast, malo bolj športen, pa malo bolj easy, definitivno manj čutiš na zapestju, ampak se veš, na take stvari, tudi na kovinske paške se mingrede navadiš. En hiter povzetek vsega, kar sem povedal. Kar si videl, sta samo dve, dajmo reči, Huawei novosti v drugem delu oziroma v zadnjem delu tega leta. Pa še ena, ki te je mogoče zanimala, nedolgo nazaj so predstavili novo generacijo serije MateBook prenosnikov. 14S se imenuje ta nov. Sta tam med Jurija 100-200 pa Jurija 300-400 nekaj tazga. Gremo v Huawei Store, tukaj v City Parku. Ta prva stvar, ki se mi zdi zanimiva, pa predvsem nekaj, kar do zdaj še nikoli nisem videl ali pa je imel, odpreš ga lahko z eno roko. A veš, kaj se ponovadi zgodi? Ponovadi se to dogaja. Je res ali ni res? A ne, da je res. Ok, zdaj pa ta prva stvar, ki jo moraš vedeti, je, komu je pa ta laptop sploh namenjen? Jaz si tako mislim, da v prvi vrsti poslovneži, dizajnerji. A zakaj te zanima? Je lahek, tanek, zlahka prenosljiv. To so vse stvari, ki štejejo veliko, sploh če si veliko na poti, mislim, če se veliko premikaš. Operacijski sistem je Windows 10, sčasoma se bo to seveda posodobilo na Windows 11. Naslednja reč, zaslon. Resolucija je kar huda, 2,5K. Ena stvar, ki jo moraš vedeti, barve so živahnejše, predvsem bolj pristne. Ker za pristnost pa ponovadi gre, a ni res? Pa še ena stvar, osveževanje je 90 Hz. A zakaj to dobro te zanima? Mislim, karkoli delaš ti na tem kompu, ali se sprehajaš čez Excel, ali si na mailih brskaš po netu, izkušnja v vsakem primeru bolj bogata. Mislim, več ima zaslona boljše, a ni tako? Ali na telefonu, ali pa na laptop. Naslednja stvar, glede na to, da je ta zadeva precej kompaktna, je baterija presenetljivo velika. Polnjenje je 90 W. A veš, kaj to pomeni v praksi? 15 minut polnjenja za 3 ure pisarniškega dela. Zdaj pa na koncu še ena stvar, o kateri ne govorim pogosto, to je pa zvok, zvočniki, mikrofoni oziroma zajem zvoka. Zvočniki so zelo zmogljivi, če se jaz ne motim, so 4, kar se pa zajema zvoka tiče, zdaj pa paste oziroma boste pozorni vsi tisti, ki veliko sestankujete online, po moje smo to kar vsi. Ta model je sposoben zvok zajemati 360 stopinj naokrog, to se pravi ne glede na to, na kateri strani si, če moraš kaj skočiti, iskati in to v oddaljenosti do 5 metrov. Predvsem pa, to se meni zdi pa daleč najbolj uporabna funkcija, si že bil kdaj na Zoomu ali na kakšnem koli sestanku, pa je pa zadnji nekdo čiblov, skratka nek zvok, ki je motil. No, ta model zna te zadeve zelo dobro, pa dajmo reči učinkovito izničiti. Ok, toliko teorij, zdaj pa sam še malo prakse. Jaz sem zbral 2 ali pa 3 stvari, ki ti jih želim pokazati, ki se mi zdijo zares uporabne. V roki držim Novo 9, odložim jo na sledilno ploščico. Telefon se v trenutku poveže z laptopom, evo, in v tem trenutku že zrcalim zaslon telefona na laptop, kar pomeni, ker ima seveda zaslon občutljiv dotik, da lahko tukaj brskam po telefonu. Seveda lahko v tem trenutku preprosto funkcijo uporabiš drag and drop,
fotko rukneš sem, ali pa seveda tudi v kontrasmer. No, zdaj bi ti rad predstavil pa še funkcijo One Hop. Recimo, da ti eno fotko želiš videti ne na zaslonu telefona, ampak kar na zaslonu računalnika, jo zbereš, recimo tale, predstaviš in se ta prenos zgodi avtomatsko, v šusu jo zagledaš na ta velikem zaslonu. Veš, neke vrste predogled, da ne rabiš drag and drop sploh delati. Če hočeš fotko videti na večji, jo takoj tudi vidiš. To je to.